Res je naša in Slovenije ne damo. Ne damo. Z velikim veseljem vam predstavljam nekoga, ki ga vsi poznate. Enega ključnih slovenskih osamosvojiteljev in predsednika Slovenske demokratske stranke, gospod Janez Janša. Hvala lepa, ampak danes je čas zelo dragocen, minute so omejene, zato mi dovolite, da izjemoma preberem to, kar sem se danes namenil sporočiti tukaj na tem zborovanju. Najprej pa iskrena hvala za tako čudovito udeležbo. Prešernov trg že dolgo ni bil tako poln. Hvala lepa. Hvala. Spoštovani, pred 29 leti je koalicija Demos pod vodstvom dr. Jožeta Pučnika prvič v zgodovini omogočila slovenskemu narodu, da si je spisal sodbo sam. In na plebiscitu si je ta z prepričljivo večino odprl pot k samostojni državi. Državi svobode, demokracije in, kot smo takrat verjeli, enakosti pred zakonom. Žal danes vemo, da tega plebiscitnega cilja še nismo dosegli. Tisti, ki jim samostojna Slovenija nikoli ni bila intimna opcija, so državo, ki si je niso želeli, polastninili in pokradli. Ne samo v materialnem, ampak žal tudi v kulturnem in duhovnem smislu v marsičem. Spremenili so to našo lepo domovino v peskovnik prvorazrednih, v hišo laži, zgrajeno na pesku prevar. Izčrpavali so državne banke in privatizirali podjetja. Z ukradenim denarjem so si okrepili medijske monopole. Podredili so si javno šolstvo, sodstvo, kulturo in upravo. Prvorazredni imajo danes stalno na ustih javno dobro, javno šolstvo in javno zdravstvo, svoje otroke pa pošiljajo v zasebne šole in na operacije hodijo na privatne klinike v tujino za vaš denar. Zavladala so dvojna merila in z njimi globoka država. Ustavili se niso pred ničemer. Nekdanji SDK je vložil preko 700 vat proti veletatovom na začetku tranzicije, pa nihče ni bil obsojen. Njihovi sodniki so izrekali sodbe v imenu ljudstva, naperjene proti lastnemu ljudstvu. Pijani lovec, če verjamete, je ustrelil predsedniškega kandidata Krambergerja tik pred volitvami. Še mnogo več je bilo medijskih umorov. Kupovali so poslance, ki so obrnili volilni rezultat. Kradli so nam svobodo, dostojanstvo, volitve, mandate in celo otroke so kradli starim staršem. Ukinjali so spol, delali so si stranke za en mandat in si postavljali marionetne vlade. Ustavo Republike Slovenije so spremenili v talko svojih zlorab. Tranzicijska levica doslej v Sloveniji niti enih volitev ni bila sposobna zmagati na pošten način. Vlada s prevarami, zlorabo pravosodja, korupcijo in medijskimi monopoli. Govorili so, da smo za osamosvojitev zaslužni vsi, prvorazredno penzijo pa si je organiziral samo eden. Tisti, ki mu samostojna Slovenija po njegovih lastnih besedah nikoli ni bila intimna opcija. Kolčan ni bil to, Kolčan! Spoštovani, Kolčan ni bil to, Kolčan! Slovenci smo blagoslovljeni z najlepšo domovino na svetu. Vendar pa naša država danes ni to,
kar smo pred 29 leti izglasovali na plebiscitu in branili v vojni za Slovenijo. Ja, točno to. Kaznujejo vas neusmiljeno za 500 evrov domnevnega prekrška, če pomagate sosedu. Hkrati pa prvorazrednemu županu odpišejo 15 ali 29 milijonov evrov. Preiskovali vas bodo 100 kriminalisti, kako ste kupili star traktor. Ja, V banko, kjer so oprali 1000 milijonov evrov za teroriste, pa si ne upajo vstopiti. ne. Danes delovni invalid v Sloveniji prejema 300 evrov invalidnine. Borec je Nobel na rekovaju, rojen leta 1971, pa 600 evrov apanaže za nošenje rdeče zvezde. Zaslužni prvorazredni meščani Ljubljane z visokimi pokojninami in dodatki dobivajo za ston varovana stanovanja v Ljubljani. Na 10 tisoče ostarelih zgaranih upokojencev pa leta dolgo čaka na prosto in drago plačano mesto v domovih za ostarele. Z obvladovanje družbe so nam v teh desetletjih naklepali preko 20 000 zakonov in drugih vladnih predpisov. Državo so skrajno centralizirali. Birokratska navlaka duši svobodo, podjetništvo in pobudo posameznika. Zaradi neverjetne nesposobnosti in pohlepa domačih režimskih lobijev v Bruslju ostajajo milijarde našega denarja neporabljene. Doma pa brez tretje razvojne osi, številnih krvavo potrebnih obvoznic z najdražjimi vinjetami, neskončnimi kolonami na avtocestah okrog Ljubljane in s progami iz časa Franca Jožefa. In železnica gre tako. Kje je drugi tir? V teh dneh objokujejo usodo nacionalnega letalskega prevoznika, Adrian. nobene preiskave ali vsaj medijskega pritiska pa ni zoper tiste, ki so Adrio kljub našim javnim opozorilom Prodali. leta 2016 prodali skladu brez kapitala, katerega lastniki so že prej poslovali s tajkuni iz Foruma 21. V represivnih organih in sodstvu imamo v Sloveniji največ zaposlenih na prebivalca med primerljivimi državami, naša meja s Hrvaško pa pušča kot švicarski sir. Vzpostavili so razmere, v katerih izobraženi in podjetni mladi odhajajo po svetu s trebuhom za kruhom, Slovenci iz obmejnih krajev pa si gradijo hiše in prihodnost v sosednji Avstriji. V Sloveniji pa se uvaža migrante iz tujih civilizacijskih okolij in plačuje zanje bruto strošek 2000 evrov po glavi na mesec vašega denarja. Spoštovani, ponovno je prevladala delitev na prvo in drugorazredne. Spet so najbolj prikrajšani neprivilegirani upokojenci, delavci, kmeti in podjetniki, kot je bilo to že pred desetletji. Danes pa smo se tukaj zbrali, da pravimo, da je tega dovolj. In plebiscitno Slovenijo in naše sanje izpred 29 let bomo branili. Danes je tu začetek konca protislovenskega komedijanstva. In vztrajali bomo, dokler bo treba. Ne damo se ustrahovati. Niso nas prestrašili doslej, nas ne bodo tudi v bodoče. Niso nas zatrli s peči, ko smo bili skrajno dobronamerni in naivni. Bili smo skrajno dobronamerni in naivni, marsikdaj, ampak danes vemo, česa so sposobni in da jih nič ne ustavi. Maske so sedaj dokončno padle. Zato od danes naprej nič več ne bo tako, kot je bilo.
Nič več ne prosimo in še manj moledujemo. Zahtevamo! Danes jaz osebno v imenu več kot 220 tisoč volivk in volivcev, ki so nas podprli na zadnjih volitvah, zahtevamo. Prvič, revizijo vseh odpisanih kreditov prvorazrednim. Očiščenje pokojninskega sistema vseh privilegijev. Nekaj 100 tisoč naših rojakov slovenskih upokojencev dobiva mizerne pokojnine. Na tisoče privilegiranih dodatkov pa se izplačuje iz njihovega denarja v pokojninskem skladu. Vse do 5000 evrov najbolj privilegiranemu upokojencu. Zahtevamo popolno zaporo meje za ilegalne migrante. In nobenega azilnega postopka za tiste, ki pridejo k nam iz varne države. To je zloraba pravil. Zahtevamo lustracijo vseh korumpiranih sodnikov. Zahtevamo odgovornost za mizerno porabo našega denarja v evropskih skladih. Zahtevamo razbremenitev delavcev in podjetnikov, da bo dovolj dobro plačanega dela tudi za mlade. Zahtevamo decentralizacijo in debirokratizacijo. Zahtevamo selitev državnih institucij po celi državi. Zahtevamo več denarja za osnovne potrebe ljudi, ki jih zagotavljajo proračuni občin. Zahtevamo takojšnje ukinjanje nepotrebnih agencij in skladov ter drastično zmanjšanje števila predpisov. Zahtevamo red v zdravstvu. Presekajte lovke dobaviteljski mafiji. Denar namenjen zdravstvu naj se nameni za zdravje. Zahtevamo enakost pred zakonom in odgovornost vseh, ki so dvakrat okradli državne banke, v njih prali denar za teroriste in sramotili Slovenijo po svetu. Zahtevamo takojšen odstop direktorja tajne službe, ki zavrača parlamentarni nadzor in odgovornost tistih vladajočih, ki so Sovo zlorabili. Zahtevamo tudi takojšnje prenehanje šikaniranja in preganjanja nerežimskih in netajkunskih medijev ter novinarjev, ki pišejo resnico. Spoštovani, vemo vnaprej, da bodo poskušali naše besede resnice maličiti, sprevračati, blatiti, cenzurirati, ignorirati in mogoče tudi preganjati. Vse to smo doživeli že 1000krat. A naslednjič se bomo v pravem času zbrali še v večjem številu, ne samo v Ljubljani, tudi v Mariboru in po drugih mestih. In ne bomo odnehali, dokler hiša laži, zgrajena na pesku prevar, ne bo zgrmela v prah. Spoštovani, zaradi ukradene države so danes vaše plače in pokojnine za tretjino nižje, kot bi lahko bile po 28 letih življenja v lastni državi. A slovenski narod doma in po svetu in Slovenija v celoti si zasluži in tudi zmore več, veliko več. In naša obveza je, da slovenskemu narodu te sanje in to možnost ponovno vrnemo. Bog živi Slovenijo, svoboda Sloveniji!